Ok, Španka tukaj. Jaz se bom danes pobarvala lase na vijolično, upam. Ta video ni sponzoriran. Najprej boste rabili eno staro majico, ko vam je ni škoda. Piše na barvi, da traja baje do 40 pranj, ampak jaz to tako ful dvomim. Zdaj odvisno, kolikrat na teden si perete lase, jaz si tako dosti pogosto, ker se mi ful zmastijo, tako da si jih perem vsak drugi dan ali pa vsak tretji dan. Trudim se vsak tretji dan. Pa tudi odvisno, s kakšnimi šamponi perete in pa koliko so vaši lasje porozni. Če so lasje dosti porozni, pomeni, da se bo barva hitrej dol sprala in po mojem mnenju so moji lasje že tako dosti porozni ratali. Bomo videli. Ne vem, kaj bo ratali z tega. Drugače pa bom si prala še lase z šamponi brez sulfatov, se pravi brez teh močnih čistilcev oziroma brez teh soli, tako da bo barva še dlje časa ostala gor na laseh. Take šamponi se dobijo v Millerju, imate kar eno dobro paletko različnih šamponov. Tako da ja, eni imajo celo zaščito pred UVA in UVB, žarki ali kaj. Če vas zanima, kjer šampon sem jaz prej uporabljala, lahko naredim review, ker je imel tudi to zaščito. Tako da ja, napišite v komentarje. Jaz sem kupila preko spleta tole Arctic Fox semi-permanentno barvo, se pravi, da se spira. Kakšna je razlika med semi in demi-permanentno barvo? Semi pomeni, da se s časom dol spere, malo hitrej. Demi-permanentna je pa res permanentna. Ampak, kaj je še ena stvar? Zakaj sem se odločila za Arctic Fox? Zato, ker naj ne bi uničila las. Medtem, ko kakšna demi-permanentna barva je bolj agresivna in jaz imam že tak ali tak uničene lase od ene maske od Revlona. In da bi si še bolj hotela poškodovati lase, ne hvala. Arctic Fox se ne da nima nobenih kemikalij, verjetno da ima kaj noter, nisem šla brati podrobnosti, ampak vseeno se mi zdi tako neškodljiva. Všeč mi je, da ne vsebuje alkohola, tle piše, da ne vsebuje etil alkohola, ne vsebuje amonijaka, niti peroksida ne vsebuje, PPD, to ne vem kaj je, v glavnem tudi ni testirano na živalih, je vegansko in pa 15% od nakupa doniramo živalim, rešujemo živali na ta način, baje. Made in USA. Tale je v odtenku Violet Dream. Je pa tako, jaz sem gledala dosti teh reviewjev po spletu, po YouTubeu dosti in sem iskala eno tako barvo, da če se že more spirati, ker pač itak vsaka barva se spira, da vseeno ostanejo potem neki lepi odtenki, ne da pol rata šekasto vse skupaj in je res grozno. To bom še videla, kako se bo spiralo. Pa da ne pušča madežev na blazini, recimo ko gre spat, marsikera barva potem pušča sledove na vseh živih oblačilih in vse posod. No, tale Arctic Fox barva, moram reči, da čist nobene sledi na nobenem oblačilu, da bi bilo kaj vijolično od tega ni ratalo, niti moji polštri niso nič vijolični. V paketu sem dobila še lonček za mešanje barve in čopič, vse skupaj me je prišlo približno 25 evrov, mogoče malo manj. Kupila sem še eno veliko pakongo pocenskega balzama, ki ga bom zraven zmešala z barvo, za lepši prehod, ker bi rada imela tako prelivajoče se barve, pa tudi malo mi je škoda barve, da bi jo kar tako trošila na suho. Za balzam si lahko vzameš bilo kjer balzam, tako da sploh ni važno, pač sam da je neki tako medij za mešanje. Rekli so, da ne bi ta barva ful dobro dišala, samo meni je ful čuden vonj. Neki po plastičnih bombonih. Najprej sem prebrala navodila, piše, da si je treba pred uporabo v bistvu oprati lase brez balzama. Potem pa v bistvu pustiš barvo na osušenih laseh ene 30 minut ali dlje.
Aha, tle gor je še ena taka zaščitna folija. Če ne gre zle, pa bo šlo pa zgrda. Najbolj me je presenetil močen vonj. Mislim, se ne rečem, da je slab, ampak vsi so ga tako ful hvalili, ampak meni ful ni ne vem kaj. Diši v glavnem po neki kitajski trgovini. To je to. Najbolj me je pa presenetila barva in sem bila kar malo razočarana, zato ker je roza in to bo tako roza. In jaz sem hotela vijolično. Bom že preživela. Vzameš ene plastične rokavice in če ti rata, jih natakneš na roke. Fajn. Se še s tem zajebavam tle. Ok, jaz se vdam. Brez veze. Grem jaz si kar počesat lase. Ja, pa še to, ko sem kupovala barvo, sem gledala tudi na to, da se jo da lepo zablendati, ne? Ker nekatere barve, če se ne motim, se ne dajo zablendati in je katastrofa, tako da tukaj nisem imela najboljšega občutka, ker to barvo prvič uporabljam in z eno revlonovo masko sem imela tako ful čudno izkušnjo, ker sem jo lahko res z balzamom razredčila do fula, pa je bila še zmeri grozno pigmentirana, tako da se res ni dala zablendati. Nekako je bilo za pričakovati, da če bom zmešala barvo z balzamom, da bo ratala malo svetlejša, ampak nisem pa mislila, da bo toliko drugačna. Poglej slikco na embalaži, pa primeri zraven z realno mešanco. Kar malo me je strah, moram priznati, ampak evo, končno zabaven del in gremo na barvanje. A vidiš tisti lasje, ki so tako bolj od odzadi glave? No, tiste lase bi mogla mečken višje pobarvati. Vem za drugič. Spodaj na konice sem dala temnejšo barvo, medtem ko sem za zgornji del zmešala še ostanke te barve in malo več balzama. Tako sem si drgnila lase, da sem si barvo lepo zablendala. Nisem imela najbolj občutka, koliko lahko to delam, tako da sem mnenja, da bi to lahko še malo bolj podrgnila. Se vem, da se lasje uničujejo, če si jih drgneš, ne? Ampak za voljo blendanja barve je pač to potrebno. Razen, če si znaš s čopičem res perfektno nanesti barvo na lase, ampak jaz nisem profesionalna frizerka, tako da v glavnem delam po domač. Pika rogavička style. Tle sem zavila lase v plastično folijo, za boljši učinek na koncu, pa tudi, da se ne umažem. Takole sem zavila ostanke barve s folijo, v upanju, da bo dobra še za naslednjič. In pa obvezno sem si pofenirala glavo še z vročim zrakom. To so mene 20 minut tako delala oziroma pol ure. V navodilih sicer piše, da se naj bi to počelo 15 minut, da se barva res ful fajn sprocesira in se prime las, kolikor je možno. Potem sem si za boljši rezultat še zavila brisačo na glavo in pustila tako gor ene 4 do 5 ur. Čim dlje, tem boljš. Ekola, tole so rezultati. Moram reči, da sem precej zadovoljna z njimi. Še bolj bi bila zadovoljna, če bi ven prišla kakšna vijolična barva, ampak potem bi mogla verjetno zmešati še zraven kakšen drug odtenek.
Gledala sem tudi Purple Rain, sem tista je bolj taka modrikasta vijolična, ampak dobro, lej. Mi je kar všeč, lepo se je zablendala, lasje so mehki, sijoči. Ven je prišla res taka živa barva. In da boste imeli malo boljši občutek, sem naredila še par fotografij na dnevni svetlobi. Upam, da vam je bil ta video všeč, tako da lajkite in subskrbite, zato ker je obvezno. Hvala, čau!